Pozdravljeni! V prihajajoči sezoni 2022 se nam obeta kar nekaj zanimivega dogajanja na prvem petkovem prostem treningu. Komisija za Formulo 1 pri FII je sprejela pomembno odločitev. V prihajajoči sezoni 2022 bo moral vsak od 20 voznikov odstopiti svoj bolid vozniku z statusom novinca vsaj v eni priložnosti v času prvega prostega treninga. Odločitev, katero smo pričakovali že kar nekaj časa, namreč o taki spremembi tečejo pogovori že od leta 2019, ampak seveda zaradi pandemije koronavirusa so se zadeve malce razvlekle. In s tako odločitvijo bomo lahko videli manj tako imenovanih plačljivih voznikov kova Roya Nissanja ali senatorjev z bogatim zaledjem kova Roberta Kubice. Mnogi mlajši, neizkušeni vozniki bodo dobili priložnost sesti za volan bolida Formule 1 in tako nekako usmeriti svojo kariero v pravo smer. Odločitev, ki bo pomagala marsikomu izmed tistih članov mladinskih pogonov raznih ekip, ampak videli bomo, da pri nekaterih ekipah bodo imeli kar nekaj težav. Najbolje, da si ogledamo, kdo so tisti potencialno zanimivi vozniki, ampak najprej bi bilo pametno tudi definirati, kaj to novinec je. Po novem je novinec tisti voznik, ki na svojem računu ima 2 dirki svetovnega prvenstva Formule 1 ali manj. Tako so pri Formuli 1 nekako se rešili spora, ki ga je iniciral Fernando Alonso, ker je bil odsoten iz sveta Formule 1 za več kot 2 sezoni, je imel, ko se je vrnil sedaj k ekipi Alpine, status novinca in zato je bil lahko prisoten tudi na testiranjih namenjenih mladim voznikom. Sedaj te zadeve ni več. In videli bomo, da v skupini tistih, ki so praktično pretendenti za biti prisotni na prostem treningu, imamo tudi voznike, ki so začeli dirke Formule 1. Začnimo na začetku. Kdo so potencialno tisti vozniki, ki jih bomo lahko videli na prvem prostem treningu? Za ekipo Mercedesa mislim, da je najbolj ustrezno ime Nyck de Vries. Njihov član, zmagovalec naslova v Formuli E in prvak v Formuli 2 v sezoni 2019. Seveda ne vidim ga kot nekega voznika, ki bo v bližnji prihodnosti prišel v Formulo 1. Ampak od tistih, ki jih ima na razpolago Mercedes, je on najbolj verjetno ime. In zopet dokaz, da pri Mercedesu nimajo nekega specifičnega mladinskega pogona. Po drugi strani imamo Red Bull, kjer sta na razpolago 2 sedeža. Tisti v ekipi Red Bull ter oni v ekipi Alfa Tauri. A Red Bull je znan po tem, da ima izjemno širok nabor voznikov. In tu imam 3 zanimiva imena. Juri Vips, Liam Lawson in predvsem Dennis Hauger. Predvsem Dennis Hauger je tisti, ki je po mojem mnenju voznik prihodnosti in ki ima še dovolj časa, da bo prišel na vrata Formule 1 pravzaprav v trenutku, ko bo sedež v ekipah bodisi Alfa Taurija ali celo Red Bulla prost. Zaenkrat menim, da bo Juri Vips tisti, ki ga bomo videli za volanom Red Bulla in Dennis Hauger oni, ki bo prišel v Alfa Tauri. Ne izključujem Liama Lawsona, ampak moje videnje glede spremljanja tudi minornih formul je pač tako. Pri Ferrariju
je zadeva podobna tistim, ki smo jo videli pri Mercedesu. Čeprav ima Ferrari izjemno dobro, kvalitetno šolo mlajših voznikov, bo tu na prostem treningu, po mojem mnenju, prisoten Robert Schwarzman. Robert Schwarzman v Formuli 2 je malce razočaral, predvsem v sezoni 2021. Imamo tudi alternativo Antonio Fuoco, čeprav ga osebno vidim še manj na prostem treningu kot naprimer Roberta Schwarzmana, ampak ni nekih konkretnih alternativ. Namreč pri Ferrariju so vse svoje sile uperili v Mika Schumacherja in zato so vse ostale kandidate potisnili nekam v ozadje. Prav zaradi tega pomanjkanja, recimo temu kadra pri skuderiji Ferrari, je verjetno, da bomo pri ekipi Haas videli Pietra Fittipaldija na prostih treningih. No, on je tisti kandidat, ki ima za seboj že 2 dirki za svetovno prvenstvo Formule 1, ko je v sezoni 2020 nadomeščal poškodovanega Romana Grosjeana. Zanimiva izbira, seveda v teoriji, je pri ekipi McLaren. Pri njih pričakujem, da bo na prostih treningih nastopal Pato O'Ward iz njihove ekipe v seriji IndyCar. Namreč, ukolikor sem pogledal koledarje serije IndyCar, bi se morala njihova sezona 2022 končati 11. septembra. Torej, Pato bo prost za proste treninge velike nagrade Združenih držav ter velike nagrade Mehike. A o možnostih, da bomo videli posameznega voznika na določeni dirki, se bomo pogovarjali malce kasneje. Nato imamo 3 ekipe, kjer je izbira malo da ne sama po sebi umevna. Pri Alpinu Oscar Piastri, pri Williamsu Logan Sargent, pri Alfa Romeo Racingu Theo Pourchaire. Pri Williamsu bi imeli lahko tudi možnost uporabiti Jamie Chadwick, dvakratno zmagovalko serije namenjene samo ženskim predstavnicam, ampak osebno dvomim, da se bo to zgodilo. In pri Alfa Romeo Racingu bomo lahko videli mladega, talentiranega Pourchaira, kajti Kubica, kljub denarju, ki ga prinaša švicarski ekipi, bo tokrat moral vstopiti v ozadje. Seveda pri Alpinu nimamo kaj dosti pomišljati, namreč zadržali so Piastrija prav zato, da bi lahko pridobil izkušnje in da bi ga porabili v takih situacijah. Videli ste, da do sedaj sem naštel 9 ekip. Aston Martinu nimamo voznika, ki bi bil primeren za to vlogo, in sklepamo lahko, da prav Aston Martin je bila tista ekipa, ki je bila proti uvedbi tega pravila. Namreč pri njih je do sedaj bil kot rezerva Nico Hülkenberg in on ima presneto več štartov kot samo tista 2 dovoljena. A videli bomo, kako bodo tudi pri Aston Martinu to težavo rešili. Ampak sedaj se lahko vprašamo, kdaj bomo videli te novince na prvem prostem treningu v dirkaškem vikendu. Zagotovo ne takrat, ko bodo ekipe Formule 1 imele tako imenovano sprint dirko. Namreč takrat rabijo ekipe proste treninge, da v bistvu pripravijo bolide, in če imamo sprint kvalifikacije, je en prosti trening manj. Po drugi strani dvomim, da bomo videli novinca na dirki, kot je Monaco ali Baku, torej v tako imenovanih uličnih dirkah, kjer je možnost nesreče bistveno večja in zopet tisti uradni vozniki rabijo malce več časa, da se privadijo na novo okolje. A vseeno, pri tako dolgi sezoni, kot je prihajajoča, ne dvomim, da pri ekipah ne bodo dobili tiste prave rešitve za to novo in po mojem osebnem mnenju dobrodošlo novost. Danes, kar se tiče našega pregleda
kaj se bo zgodilo na prvih prostih treningih v prihajajoči sezoni. In to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.